Lep pozdrav, hvala vsem, ko ste prišli. Evo nas na tretji ediciji letošnjega sklopa Vodnika po humanistiki. Kot veste, krovna tema, rdeča nit, ki se jo poskušamo držati tekom vseh pogovorov in branj, je vzklik na delo. Danes se ga bomo tudi dotikali skozi malo zgodovinsko analizo, malo skozi politično analizo, majčkeno drugače zasnovan današnji večer, ne kot predavanje, ampak bolj kot pogovor, v katerem bomo bolj ali manj improvizirali. Tako da ne zavlačujemo preveč, na hitrico, kdo smo na odru. Mene poznate od prejšnjih, sem se že predstavljal, Miha Blažič, z mano pa sta Franček Drenovec, poznate ga kot ekonomista, kot družbenega analitika in pa seveda po knjigah, ki smo jih brali v zadnjih letih z velikim veseljem. Zadnja seveda današnja aktualna Po propadu Pot kapitalizma, pa predtem V skritem kraju kapitalizma, brskanje po marksizmu, Kolaps elite, iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi, O blaginji in napredku, kratni vodnik po neoliberalizmu. Z mano je tudi Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik in seveda poznamo ga tudi kot sindikalista. Raziskovalno se je ukvarjal z sociološko teorijo, politično teorijo, politično sociologijo, analizo političnih ideologij, državljansko vzgojo, študij medijskih diskurzov in študijev evroatlantskih integracij. Zdaj pa en čist kratek uvod v današnji pogovor sem pripravil. Jaz bom kar rekel, da bom zelo brezsramno reklamiral to knjigo od kolega Frančka danes, zato ker res priporočam vsem v branje in da jo tudi delite naprej. Zdaj, tako bi lahko uvodoma jo predstavil, kar se je meni utrnilo, da knjiga v bistvu ne poskuša ponujati kakih posebnih napotkov za politično organiziranje družbenih sprememb, ki so potrebne. Vseeno pa deluje kot neke vrste politični manifest za politično gibanje v nastajanju, ki ga danes še nimamo in za katerim nekako tipamo. Knjiga se današnje družbene krize loti z raziskovanjem njene materialne podstati. Se pravi, kako so nas dosedanji produkcijski procesi pripeljali do sem, se pravi od feudalizma skozi zgodno industrializacijo pa preko fordizma v neoliberalizem. Kaj pravzaprav je to današnje stanje, se pravi ta izčrpanost dosedanjih produkcijskih sistemov in kako iz njega priti ven. Ko z večjo jasnino vidimo, kje točno smo, si namreč veliko lažje predstavljamo korake, ki jih bomo mogli še narediti, da pridemo naprej. Hkrati pa se bralec zelo težko otrese vprašanja, kako hudiča bomo naredili tako velike korake in kdo je tisti, ki jih bo pravzaprav lahko naredil. Jaz bi v bistvu danes zadevo strukturiral tako, da odprem par tem iz knjige, mogoče kar pač po teh različnih zgodovinskih sklopih in vidimo, kam nas pogovor pripelje. Nimamo enega točnega okvira. Bi pa začel mogoče jaz pri koncu, se pravi pač ne kje smo bili, ne kje smo danes, ampak kako pač ven iz tega, kakšna je ta postmaterialna družba, o kateri je v knjigi zelo veliko govora in ki si jo mogoče z današnje pozicije težko zamislimo. Ves čas sem se v branju spominjal na nekaj, kar sem bral in potem na to temo pisal kakšne 2-3 leta nazaj, v bistvu kmalu po tistih poplavah, ki smo jih imeli. In v tistem času sem napisal takole: v eseju Upravljanje zatona se filozof Jacob Blumenfield sprašuje, kako bi ljudje živeli, če bi namesto nenehnega reševanja zavožene sedanjosti dejansko sprejeli, da smo prišli do konca nekega zgodovinskega cikla in da bodo današnji politično-ekonomski odnosi morali umreti. Zamišlja si politiko obnove, novo družbeno ureditev, ki se sooči s tem zatonom in usmerja vse naše potenciale v popravljanje ekosistema in zagotavljanje pogojev za preživetje. To bi pomenilo odpoved dosedanjim idejam o dobrem življenju in postavitvi povsem novih, premik od vprašanja, ali živimo bolje, kot smo pred 4 leti, pred zadnjimi volitvami, k vprašanju,
Ali smo v zadnjih 4 letih naredili kaj koristnega za preživetje človeštva in drugih živih bitij? Zveni strašno, a ne bi rabilo biti. Prebivalci Slovenije imamo s tem že nekaj izkušenj. Samo pomisliti moramo na zanos, ki smo ga doživeli med množičnimi akcijami obnove po poplavah, ko smo izstopili iz vsakdanje delovne tekmovalnosti in odtujene potrošnje ter z lopatami v rokah na čisto nov način doživljali delo in odnose. Si je torej res nemogoče zamisliti trajno družbeno mobilizacijo za preobrazbo našega okolja, proizvodne in potrošnje? Ali bi takšno spremembo ureditve res občutili kot odpoved, ali bi prišla kot odrešitev od bremena našega vse bolj zlaganega načina življenja? Morda pa je Adorno zadev v polno, ko je prerokoval, da zatona Zahoda ne more ustaviti nekakšen kulturni preporod, pač pa utopija, ki je že skrita v sami podobi tega zatona. Tako da mogoče bi za začetek, k temu bomo lahko prišli na koncu, če nas bo do tja popeljalo, ampak za začetek, kako smo prišli v današnjo izčrpanost sistema, ki je zelo podoživeto zapisana v knjigi. Franček, podobno kot Marx in nasledniki njegovi se navdušuješ nad izjemno dinamičnost in razvojni potencial, razvojno močjo kapitalizma, ampak če je Marx prerokoval, da bo ta neenakomerna razporeditev blaginje, ki jo ta razvoj povzroča, ustvarila družbeni razred, ki se bo temu uprl in prevzel produkcijska sredstva. Če sem jaz prav interpretiral, nekako razumeš, da do tega ni prišlo, ker je kapitalizem sam našel odgovor na to, preko Fordizma, se pravi pač z širšo razporeditvijo blaginje, z ustvarjanjem potrošniškega razreda in tako naprej. Skratka, da je našel odgovor na svojo krizo preko tega. In zdaj, če pravilno izpeljujem, to pomeni, da današnji revolucionarni subjekt, tisti, ki naj bi pač peljal naprej politične družbene spremembe, ni več delavski razred, ampak kot je nekako, mislim, da je aludirano na to v knjigi, je to nek novi srednji sloj, tisti, ki je imel koristi od fordističnega razvoja in zdaj tega nima več. A sem prav izpeljal? A vidimo mogoče pač tukaj neko, ko bi rekel, nek drug zgodovinski subjekt, ki ga poskušamo identificirati in kaj v tem primeru je ta srednji sloj? Mogoče, da se majčkeno pogovorimo o subjektu, pač skratka, pa bi mogoče Frančku najprej dal besedo. Ok, hvala. Mogoče sem uvodoma glede na nekaj, kar si prej rekel, da bi eno izhodišče bolj postavil tista velika solidarnost Slovencev, ki se je pokazala po zadnjih poplavah. To so prihajali Slovenci, držali jih je ene 5-7 dni, prihajali so z lopatami in z grabli. Tudi vojska slovenska, edino, kar je znala, je, da je imela sabo lopate in grable. Pontonske mostove čez one hudournike, ki so bili daljši od 5 metrov, so nam postavljali Hrvati, Španci, Nemci, Romuni. Tako da solidarnost na ta način, ne vem, kako bi rekel, vaški, podeželski, ni tista solidarnost, ki lahko karkoli pripelje iz kjerekoli stiske na ravni cele družbe. To je jasen. Tisti je bila tako ena zelo negativen izkaz solidarnosti zame, ker nismo znali biti solidarni. Edin, kar smo dali, ene par obrtnikov je prišlo z bagerji prostovoljno, drugače pa ljudje z lopatami in to je to. S tem nič ne rešiš. Se pravim, čim je bilo pa malo bolj tehnično zahtevali, so pa morali biti Španci, pa Hrvati, pa Poljaki, pa ne vem kdo. Drugače pa tole, kar si rekel od kjera bi bila nova revolucionarna sila, politične plati, da bi kdo delal revolucijo, pa tako to ni tema. Jaz ne znam razmišljati o tem. To tudi navedem. Političen način preobražanja ni moja tema.
Bi pa nekaj rad rekel o teh kategorijah kapitalizma, produkcijskih odnosov, ko praviš. Kapitalizem je otrok razsvetljenske revolucije 18. stoletja, je otrok tega uveljavljanja razmišljanja kot racionalnega, strogo racionalnega razmišljanja, uveljavljanja znanstvenega pristopa do sveta in s tem načinom razmišljanja so se stari delovni procesi, ki so bili bazirani pretežno v kmetijstvu, jasen produkt je dajala zemlja, so ga dajali rudniki in tako naprej. Delovni procesi sami so bili stoletja in tisočletja nespremenjeni. V tej razsvetljenski revoluciji, ki je ustvarila kapitalizem, se je pa vse to popolnoma spremenilo. Kapitalizem je zaradi tega, ker je baziral svojo proizvodnjo začel bazirati svojo proizvodnjo na znanosti, kar so v delovne procese uvedli lastniki kapitala, tisti, ki so bili organizatorji delovnih procesov, je ustvaril eno strašno dinamiko. Je ustvaril en svet, v katerem je prišlo v katerem se je dogajalo nenehno povečevanje družbenega produkta, proizvodnje dobrin na razpolago za porabo. In v tem novem svetu, jasen, se je pol je nastal in ga spremljalo antagonizem med delavci, tako imenovanimi, se pravi zaposlenimi v podjetjih, ki so jih vodili kapitalisti, in temi lastniki teh podjetij, ki so bili glih kot en element dela. Sem delal v kapitalizmu je nekaj čist drugega, kot je bilo prej. Proizvodni proces v kapitalizmu je strukturiran na vse mogoče načine in ena od teh struktur je vstop kapitalista, poganjavca proizvodnje na podlagi načel stroge ciljno usmerjene racionalnosti, ki izhaja iz znanosti. In ta dva družbena razreda, rečemo, se pol borita za ta delež v družbenem produktu. In to je bil zame tisto, čemu se je rekel razredni boj. Ker se samih delavcev, se pravi zaposlenih tiče, ko je prišlo do razpoznanja velike produktivne moči tega sistema, takrat jasen pride tudi do spoznanja, kakšno vse blaginjo, porabo, blaginjo, življenjski standard lahko ta sistem prinese posameznim njegovim udeležencem. In odstoti vsi ti razredni konflikti, ki so pol skozi 19. pa 20. stoletje se potekali. Kapitalizem, temelječ na naravoslovnem znanju, na naravoslovni znanosti, proizvaja materialne dobrine. Obvladuje fizičen svet in proizvaja dobrine fizičnega sveta. Kaj se pa zgodi pol, ko so materialne potrebe ljudi praktično že nasičene? Jaz temu rečem, doseže kapitalizem zrelost, kar se je zgodilo v svetovnem jedru na zahodu, tam nekje proti koncu 20. stoletja. Prej je sistem poganjalo pehanje ljudi, vseh ljudi za materialnimi dobrinami, za materialno blaginjo. Ljudje so doživeli zadovoljstvo s tem, ko jim je dohodek standard skozi čas rastel in ko so dobili moč in svobodo, da kupujejo vedno več in več teh dobrin.
to zadovoljstvo je dejansko vzdrževal kapitalističen sistem. Ne. So bila nihanja, so bile krize, jasen v gibanju skozi čas in so bila obdobja, ko so bili te delavci nesrečni s sistemom, v katerem živijo, so bila pa dolga, verjetno kar večinska obdobja, ko so bili pa čisto zadovoljni, ker se pravi, na koncu koncev je njihov standard življenjski, njihova materialna blaginja skozi čas s temi nihanji v bistvu nenehno napredovala. In to je vzdrževalo tisto zadovoljstvo in tisto motivacijo, da še naprej sodelujejo v tem sistemu. Bila je podlaga za to, da je demokracija delovala, ljudje so hodili na volitve in so volili in to je to. Na ta način je sistem deloval podprt s to veliko svojo fizično produktivno močjo. To ga je držal po koncu. Kaj pa pol, in pol se odpre vprašanje, kaj pa pol doseže ta zadovoljenost s materialno blaginjo, objektivno svoje meje, svoj višek v zrelem kapitalizmu, v trenutku zrelosti. Ljudje še vedno kupujejo materialne dobrine, pa na njih vezane storitve. Ne? Ampak ni pa več iz tega tistega zadovoljstva. Eno je, ko si ti dobil eno solidnost, ko so ljudske norice vse vprek, so prihajale do solidnega stanovanja, 8-urnega delavnika, prostega časa, ko je avtomobil nadomestil konjsko vprego, to je bilo nekaj. Ko so pralni stroji nadomestili ročno pranje žensk, to so bili veliki procesi, to je bilo v 20. stoletju, ampak sej napredek je bil že, mislim, te vrste napredek materialni je bil že prej. Zdaj pa kar naenkrat, vse ljudje še hodijo v trgovine, vse moraš hoditi v trgovine, pa vse kupuješ materialne stvari, ampak ni pa več tistega zadovoljstva, ni pa več tistega zadoščenja od tega. To je ratalo nekako industrijski izdelki danes so, kot smo rekli, včasih zrak in voda praktično. Osnoven nivo materialne porabe je dosežen skoraj povsod. Na zahodu, v glavnem šele z emigracijo, so nastale nove plasti res revežev. Pa tudi ta revščina ni bila več taka. Jaz dam za primer, Donald Trump je dobil na tistih predlanskih volitvah 50% glasov Američanov. 80 ali 100 let prej je Hitler tak pretegnjena oseba, v času, ko je bila v Nemčiji 30% brezposelnost, kar je neprimerljiv za ZDA zdaj, ker je praktično brezposelnosti ni, službo vedno dobiš, lahko je boljša ali pa slabš plačan, ampak jo vedno dobiš. V Nemčiji je bila takrat več kot 30% brezposelnost, ljudje so živeli na robu lakote ali pa v lakoti, ampak so glasovali za Hitlerja samo na tistih zadnjih volitvah, ko so bile v Nemčiji, samo s 30% jih je glasovali za Hitlerja. Danes pa za Trumpa 50%. Kar hočem reči je, da vzrok nezadovoljstva ni več materialno pomanjkanje, ker materialno pomanjkanje je bilo takrat pred 100 leti v Nemčiji, 90 leti v Nemčiji neizmerno večje, ker je bilo pred 2 leti v ZDA, ko so volili Trumpa. Dejstvo je, da BDP, ki meri materialno proizvodnjo v razvitem svetu, v svetovnem jedru, v svetovnem zahodu, več ali manj stagnira, že vsaj 10 let, že prej je pa z velikim tempom usihal. Dejansko materialna proizvodnja ne poganja več. Se pravi, kaj to pomeni tisti stari razredni odnos, kjer so se ljudje borili med sabo, oziroma kjer so se dva temeljna razreda borila med sabo za svoje lastne deleže v nenehno naraščajočem materialnem produktu. Kako je treba razmišljati zdaj, ko te rasti sploh ni več,
ko materialni produkt dejansko usiha. Če merimo z BDP-jem, stagnira na Zahodu. Ne? Če bi merili realno, naprimer, to, da ena proizvodnja nafte ustvarja ne vem koliko velik obseg BDP-ja, ampak povzroča pa toliko druge škode, ekološke in druge, da če bi začeli meriti družbeni proizvod v kategorijah prilagojenih našemu času, ne, že pada. Ne. To je nesporno. Ne. Očitno ne more biti več naš področje interesa boj za deleže v tem usihajočem produktu, ampak je treba zastaviti pogled na probleme sistema čisto drugačne. Tega se moramo zavedati. No? Takole, no, zaenkrat. Okay, jaz se bom vrnil k tvojemu začetnemu vprašanju, in sicer kdo so lahko razredni nosilci ali pa neke družbene skupine, ki so nosilke tiste transformacije, ki jo ta knjiga nakazuje. Najprej bi rekel tole. Knjiga, ki ima naslov Po propadu, je v bistvu knjiga o propadu kapitalizma, ki ga, Franček, razumeš kot sistem, ki je izpopolnil materialno produkcijo, ki je tudi sprožil aspiracije v delavskih razredih po doseganju materialne blaginje in v centru po drugi svetovni vojni prek kompleksnih fordističnih politik tudi omogočil dosegljivost te blaginje za večino prebivalstva. V fordističnem kapitalizmu so bile tri ključne družbene skupine tele. Prva skupina so bili seveda lastniki kapitala in upravljavci kapitala, ki so gnali naprej procese, kakršne so že klasiki v 19. stoletju njihove mehanizme v osnovi opisali. In seveda njihov interes je bila jasno akumulacija kapitala po čim višji stopnji. In potem seveda na drugi strani imate izkoriščene delavske razrede, ki so v 19. stoletju živeli v skrajni bedi in je za takratne kritične opazovalce bil temeljni problem, temeljno protislovje v tem, da je tisti kapitalizem bil zmožen hitro naraščajoče produktivnosti, se pravi, če dalje večji materialni output je lahko proizvajal, vendar večina prebivalstva od tega ni imela nič, ampak samo stagnacijo na robu v bistvu golega preživetja. In jasno, tu je bil v osnovi razredni konflikt. Ampak Franček pravi, da je tu še tretji člen, ki je pa ključen za to, da vzpostavi, bom rekel, takšno družbeno infrastrukturo, da omogoči dalj časa trajajoče razvojne valove, v katerih imajo kapitalistični procesi možnost, da razvijajo svoje potenciale v polnosti in zlasti takrat, ko se ti procesi ustavijo, ko pride do zastoja, je naloga te tretje družbene skupine, da na ta način resetira družbeno okolje, da omogoči nov razvojni zagon, ki po eni strani zadovolji temeljno pričakovanje lastnikov kapitala, po drugi strani pa tudi pričakovanje ljudi. In tak paket se je zgodil s temeljnimi fordističnimi transformacijami javnih politik in družbenega okolja. Skratka, ta tretji člen je država in tisti, ki vodijo državo, recimo temu, Franček, s tvojo terminologijo politična elita. Ne? Naloga politične elite je, da tako organizira upravljanje družbenih procesov, institucij in podobno, da omogoči razreševanje protislovij na način, ki je produktiven tako za lastnike kapitala, kot tudi za delovne ljudi. In ko je prišlo do
hude krize hiperprodukcije konec 19. stoletja je po analizi v tej knjigi, pa tudi nekaterih Frančkovih predhodnih, prišlo pravzaprav do preboja v nov razvojni val kapitalizma in tudi nastanek srednjega razreda v centru, na ta način, da je država kot prvo uvedla prerazdeljevalne politike, s katerimi je povečala kupno moč, s tem pa je omogočila lastnikom kapitala, da so imeli na voljo poglobljeno tržišče, se pravi zadostno število kupcev, da so lahko začeli masovno kupovati vse tisto, kar so tovarne zmogle proizvajati. Druga stvar, ki jo je naredila država, je ta, da je podprla novo vodilno panogo, to je bila avtomobilska panoga recimo, ali pa panoga bele tehnike, z javnim investiranjem v infrastrukturo, se pravi z gradnjo mreže cest, je omogočila, da so si ameriški delavci začeli množično kupovati avtomobile, kajti po cestah se da potem z avtomobilom nekam priti in ga je smiselno imeti in se tudi seveda sprožijo aspiracije, da bi videli kaj, kar je tam, ne, za naslednjim hribom, da niso ves čas samo vezani na svoje mesto. In pa na drugi strani z elektrifikacijo, ne, z napeljavo elektrike v vsak stanovanjski blok je spet dala v bistvu ta javno podporo temu, da je industrija bele tehnike našla množične kupce. Ne? In ko pride do, bom rekel, sinergije med delovanjem in ambicijami vseh treh skupin, imate zgodbo o uspehu, se pravi zlato dobo kapitalizma, ne? V kateri industrija lahko množično zaposluje, ljudje se množično dokončno izvlečajo iz nizkoproduktivnih produkcijskih načinov nekega napol samoskrbnega kmetijstva na zabačenem podeželju, pa neke drobne obrti in tako naprej, zaposlijo se v industriji, tam dobijo plače, postanejo potrošniki in končno izživijo svoje aspiracije potem, da bi imeli nekaj od materialne blaginje, ki jo je zmožen proizvajati kapitalizem. Skratka, neka win-win situacija. Ampak po Frančkovi analizi je v centru, se pravi v Združenih državah, že tam okrog leta 1970 prišlo do tega, da je bil ta razvojni lok izčrpan, ker se je v bistvu, so se potrebe potrošnikov po nadaljnem kupovanju, če hočete, dodatnih pralnih strojev, dodatnih hladilnikov, dodatnih avtomobilov, to se je zasičilo, ne. To ni več ljudi motiviralo, to ni več ljudi motiviralo v tem smislu, da bi bili pripravljeni se podrediti za celotno aktivno dobo discipliniranemu življenju v tovarni v zameno za to, da bojo za plačo si lahko končno kupili neke svoje materialne sanje. Povzročilo je tudi spet novo krizo hiperprodukcije in seveda velik strateški izziv tako za kapitalsko elito, kot tudi za elito, ki upravlja državne sisteme. Odgovor, ki je sledil, je bil neoliberalizem, ki pa je v bistvu parazitska praksa, ki parazitira na krizi te materialne ekspanzije fordističnega industrijskega kapitalizma, začasno dvigne rente lastnikom kapitala, ki pa niso več zmožni organizirati človeške dejavnosti, se pravi produkcije na način, ki bi še kakorkoli zadovoljeval potrebe ljudi po taki ali drugačni uporabni vrednosti. Tudi seveda tu ni več prostora za to, da bi plače delovnih ljudi realno rastle in imamo v bistvu samo še parazitstvo, plenjenje, spravljanje celih nacij v dolžniško odvisnost, finančne špekulacije, borzne zlome, manipuliranje z javnimi dolgovi in tako naprej, ne. Kar je pač kratkotrajna strategija, ki ne more dolgo trajati. Z eno besedo, to je faza propada, ne. Ta stari kapitalizem, kot ga Franček razume, kapitalizem, ki je obvladal materialno produkcijo, se je izčrpal, novega ni zmožen ustvarjati. Vse, kar ustvarja, so finančne rente za lastnike kapitala,
zraven je pa cena pač množična destrukcija v bistvu pogojev za normalno družbeno življenje. In v teh razmerah je treba začeti razmišljati onkraj, to je pa to po propadu, ne. Ampak Franček je toliko intelektualno pošten ali pa mogoče previden, ne, morda še preveč, da nočeš pogumno zakorakati v neko vizijo, ne, v neko razgrnitev vizije, kaj bi lahko bilo potem, nakažeš pa nekako dve liniji, ne, v kateri smeri je zdaj naloga tistih elit, ki so v stanju, da upravljajo z državo, če jo sploh še imamo, da vzpostavijo pogoje za nek nov tip blaginje, za nek nov tip produkcije in za nek nov razvojni val, v katerem bojo različne družbene skupine našle medsebojne sinergijske učinke. Ena stvar, ki je tu omenjena, je ta, da bi nova blaginja, postmaterialna, ne vem, a tudi postkapitalistična, to je zdaj vprašanje za mogoče akademsko debato, nov tip produkcije je produkcija nematerialnih dobrin, ki pomenijo kakovost življenja, ki ni pogojena s tem, da se ljudi rešuje pred lakoto ali pa da se zadovolji njihove ambicije, da bi imeli neko udobje, zato ker v centru to v glavnem že vsi imajo, ampak gre za bolj blaginjo na področju reprodukcije, bi jaz temu rekel, se pravi recimo investicije v še bolj kakovostno zdravstvo, ne, v to, da je najsodobnejša medicina, kjer se dogaja pač ogromen znanstveni napredek, zares dostopna ljudem. Pri čemer je jasno, da to veliko stane. Potem recimo investicije v izobraževanje, investicije v kulturo, investicije v starostno oskrbo, glede na to, da se prebivalstvo stara. Investicije ne nazadnje v reševanje okoljskih problemov, ne, da se ne bomo vsi skupaj skuhali. In Frančkova ključna teza je ta, da je to vrstno produkcijo najbolj učinkovito organizirati v obliki javnih služb. To pa seveda implicira, da bi bilo treba ravnati ravno nasprotno, kot govori neoliberalna propaganda, in sicer dvigniti davke, povečati udeležbo države v BDP-ju, tudi začeti BDP meriti drugače, da zajame tudi tiste uporabne vrednosti, ki so proizvedene v javnem sektorju, in na ta način zadovoljimo pričakovanja ljudi, ki jih že zaznava v družbah centra, potem, da bi pač živeli udobno, srečno življenje. Po drugi strani je lahko tudi odgovor na naraščajočo podnebno krizo. In seveda po tretji strani pa jasno, tu so potrebne tudi kulturne transformacije, treba bi bilo iti onkraj ali pa proti individualizmu, ne, ki posameznikovo srečo veže na neke individualne dosežke, individualno imetje in tako naprej, in bi bilo treba pravzaprav tudi delati na ideološki prevzgoji celih ljudstev, ne, v smislu, da bi se spet vzbudilo nek občutek za skupnost, ki je pred kapitalizmom že bil in je ljudi povezoval in pomagal reševati pač življenjske krize, a ne. In tu vidi eno od dveh glavnih nalog, recimo temu politične elite. Zdaj, kakšno vlogo bi pri tem imele kapitalske elite, to ni popolnoma jasno, ampak ta razred, glede na to, da je zašel v krizo s svojim razvojnim valom in da je ni zmožen rešiti, je pravzaprav v tem kontekstu odveč in mora pač sam najti neko svojo vlogo v družbi, če želi še se funkcionalno vključiti v te nove procese, ampak pri vseh teh ključnih sklopih dejavnosti, ne, zdravstvo, izobraževanje in tako naprej, že sedanja praksa kaže, da so zasebni komercialni ponudniki storitev v bistvu specializirani na stvari, ki so tehnološko preproste, skušajo pobirati tu in tam kakšno rento, vrhunskega servisa pa prebivalstvu niso zmožni nuditi in to se recimo pri nas zelo jasno vidi, ko pogledate
kakšne storitve, katerih 15 storitev so zmožni ponujati koncesionarji, ne, katerih 1750 pa Klinični center Ljubljana. Ne. To sta pač dva svetova in enostavno Franček primerja to z osebno ponudbo s tehnološko ravnjo, recimo, ki je primerljiva z obrtjo, ne, za razliko od visokotehnološke industrije. No, drugi segment, kjer ima politična elita strateško vlogo, je pa ta, da obnovi javne politike, državne politike, se pravi upravljanje različnih družbenih sistemov, ne nazadnje tudi sistemov v smislu pravil, kako se na trg plasira in uporablja materialne produkte, ki jih seveda še vedno potrebujemo. In kjer je kapitalistična industrija se izpopolnila, je tu brez konkurence in tudi nima smisla, da bi se ta sektor podržavljalo, ampak ključ je v tem, kako se tem ponudnikom postavlja pravila. Recimo všeč mi je primera, ki jo daješ na področju farmacije. Farmacevtska industrija lahko z milijardnimi investicijami razvija vsa mogoča zdravila, o katerih starejši zdravniki v času svojega študija sploh niso ničesar vedeli, in medtem so se morali dvakrat na novo naučiti medicine. Ampak, če farmacevtska industrija ne bi bila pod strogim nadzorom javnih agencij, potem bi seveda to vodilo v katastrofalne manipulacije z ljudmi, ne? In z njihovimi stiskami in z njihovimi financami. Na ta način je pa treba ravnati seveda tudi v drugih materialnih sektorjih, kjer imamo močan korporativni kapital. Ne nazadnje recimo to, kar se pred kratkim zgodilo s Petrolom, ki se je šel vpletanje v predvolilno odločanje ljudstva z manipuliranjem z dostopnostjo pogonskih goriv, pa zraven hotel še zaslužiti. To je pač ena taka zgodba, ki kliče po konkretni državni intervenciji, strožji regulaciji, če se ne da drugače, pa mogoče tudi po nacionalizaciji. Ampak Franček pravi, da smo v Sloveniji pravzaprav kapacitete za javne politike, ki bi bile usmerjene v reševanje družbenih potreb in v tem smislu avtonomne od parcialnih kapitalskih interesov, da smo te kapacitete v bistvu izgubili že tam okrog leta 2000. V 90-ih se je še dalo sanirati takratno globoko gospodarsko krizo. Recimo država je sama bila zmožna ustanoviti 2 slabi banki. 20 let kasneje se je to prepustilo nekim mafijcem, ki so nas pač opljačkali, in je bila to kraja desetletja. Tako da Frančkova ocena je ta, in s tem se knjiga tudi zaključi, da v bistvu mi funkcionalne države sploh nimamo ta hip. To, kar je v bistvu ugrabljena scena, kjer neke skupine ljudi zasledujejo svoje parcialne interese in jih uveljavljajo natanko na ta način, da onesposabljajo možnost javnih politik, ki bi jih šele regulirale. Ljudi pa medtem pumpajo seveda z raznimi populizmi, z raznimi neoliberalnimi neofašizmi. Evo, to je nekako odgovor na tvoje vprašanje, kdo so družbeni akterji v situaciji, ko je propad evidenten. In Franček kot Mojzes pride do roba obljubljene dežele, noter pa noče stopati in noče več kot na kratko, fragmentarno nakazati, kam bi bilo treba iti. Pove pa zelo pošteno, zelo korektno, da je ta razvoj po propadu materialnega kapitalizma, če naj bo produktiven ali pa tudi, če bo destruktiven še naprej, je pač stvar političnih bojev. Skratka, to prepušča v bistvu mlajšim generacijam. Ja, če lahko sem na hitro tlele uskočim in vrnem nazaj na moje vprašanje. Na nek način imamo to težavo, da ne moramo pri tej analizi preskočiti dileme, kateri del družbe naj bi te politične spremembe pač sprovedel. Ker ne moramo samo reči, to je država. To so neke nove elite, ki bojo mogle nastopiti, nadomestiti stare, pač, in povleči zadevo naprej pač ven iz krize.
Prosto po Lancasu država je polje razrednega boja. Ne? Se pravi, v bistvu pač sestava političnega razreda je neke vrste odsev razmeri družbenih bojev v družbi. Ne? In ja, imamo takšne elite, kot je pač stanje razrednih sil v družbi. Ne? Se pravi, tle imamo to veliko dilemo in hkrati na drugi strani rekel tudi dilemo, da jaz ne bi rekel, da je da so recimo neki srednji družbeni sloj dosegli stopno zasičenosti pač z materialnimi produkti, z potrošništvom. Ne. Objektivno so, to je dejstvo, ne, da pač ne rabimo ničesar objektivno materialnega več za boljše življenje, rabimo pač te dobrine iz polja reproduktive in tako naprej. Ampak v družbi se to ne pozna. Ne? Mislim pač, če odpremo jutri nov supermarket pač za vogalom, bo bila vrsta pred supermarketom. Ne? In če se bo 3 dni kasneje odprl nov, bo bila še daljša vrsta za tistim novim. Skratka, ker ni druge paradigme, ker ni drugih stvari za želeti si in hkrati smo pod tako agresivnim pritiskom v bistvu trošiti in trošiti. Kapitalistična družba s svojimi propagandnimi aparati lahko vedno ustvarja nove potrebe. Ne, ne more pa ustvarjati više profitne stopne. Ne. Se pravi, pač jaz vidim, zasičenost je na ravni ustvarjanja vrednosti. Ne pa na tem, da ti procesi potrošnje ne bi mogli teči dalje in da to ne bi moglo biti možno vleči v nedogled. Ne. Trenutno vidimo, pač elite investirajo ogromno v razvoj umetne inteligence. Ne? In če pogledamo, je to, stavili so vse na to, da bojo zgradili ta novi avtocestni križ ali pa železniški križ novega tisočletja, ki naj bi pač poganjal neko rast naprej. Ne? To se kaže kot utopija, ne? Je to nekaj zelo bistveno manj otipljivega, kot je bila gradnja avtocest, ampak, ko bi rekel, njihov fokus gre v ustvarjanje novih potreb, ki so pa v glavnem zgoščene na to, kar mi doživljamo na naših ekrančkih. Pač, ne? Se pravi, vedno je, mislim tako, če bi rekel, to, kaj bomo ljudje kupovali danes in kaj si bomo želeli in za čem bomo hlastali in zakaj bomo hodili v službe in se še naprej pač poganjali, ne, in nas bo nesrečevalo, da tega nimamo. Pred 15 leti nismo mogli predvideti, da bojo te nove potrebe nastale. Ne. Se pravi pač, jaz bi rekel, da je nasičenost pač seveda na strani ustvarjanja vrednosti, pač rast profitov, pač ta mera nenehno pada, pač že od 70-ih naprej je definitivno ta trend, ne, nima pa to odraza na sami pač potrošnji, čeprav se lahko seveda na neki pač, bi rekel, duhovni ravni strinjamo, da smo kot družba prezasičeni s produkti in da to ni tisto, kar pač še potrebujemo. Ne. Skratka, dilema, ki jo imamo, ne, je na kateri točki, na kateri ravni naj bi se ta preskok naredil, ne? Ali je to miselni, ali je to, ne vem, ne, pač, ko bi rekel, ideološki, kdo naj bi ga naredil in na kakšen način se bo to pač sprevedlo v politiko. Ne? Računamo, če bo pač neko veliko družbeno gibanje, ki bo potiskalo v bistvu naše navade in naše potrebe in želje v neko drugo smer, se bo to v političnem razredu moglo slej ko prej poznati. Ne? Ampak trenutno pa tega nimamo. Ne? Se pravi pač, mogoče za razmislek naprej, ali je neka točka, v kateri ta balonček poči in se dejansko pač ta paradigma sama po sebi začne uveljavljati, ali vendarle mora nek družbeni subjekt pač vzeti buciko pa to predreti, ne? Da se lahko zgodi nekaj novega. Jaz sem bolj tukaj pač v teoriji bucike, no? Ampak Franček ali pa Gorazd, če bi repliciral. Bom poskusil na kratko nekaj povedati o tem, kar v knjigi piše o srednjem razredu. Potem bom pa rajši besedo predal avtorju. Ne? Zdaj, Franček stavi na to, da je srednji razred v bogatih državah centra že kakšnega pol stoletja zasičen z materialnimi dobrinami in da je zato začel razmišljati in iskati neke nematerialne dobrine in zaradi tega je potencialno tudi lahko dojemljiv za
nov način pogleda na blaginjo in na tisto produkcijo, ki je relevantna in ki se jo želimo, skratka, da je to lahko subjekt nove postmaterialne družbe. Ampak povedati je treba resnici na ljubo, tako kot pravilno ugotavljaš, da je kapitalizem, ki obvlada stare tehnologije, stare energetske sisteme in tako naprej, je seveda poskušal si zagotoviti trg in s tem profite, tako med drugim, da je ta srednji razred, ki ima veliko dohodka in zasluži več, kot znašajo tiste telesne potrebe, glede na lokalne cene v trgovinah, nagovarja ga s tem, da si ta srednji razred dejansko želi neke nematerialne dobrine, ampak take individualističnega tipa. In sicer želi si potovanja, letalski promet mu to omogoča in lahko potem hodi bodisi na konfekcijski turizem recimo na Maldive, bodisi na eksotični turizem v oddaljene kraje, kamor agencije niti ne vodijo, ali pa samo neke zelo specializirane agencije. Želi si raznih doživeti, starši ljubljanskega srednjega razreda vse popoldneve porabijo za to, da otroke vozijo od enega do drugega tečaja, dejavnosti in treninga, kar je seveda vse plačljivo in tu se ponuja neko drobno gospodarstvo kot ponudnika. Skratka, to iskanje, to oziranje k nematerialnemu je spet, bom rekel, naslovil tržno organizirani kapitalizem skupaj s svojo industrijo, ki proizvaja pač želje, potrebe, sanje in tako naprej. Kar pa je seveda ulica, to je del tega propada, to je del te neoliberalne mentalitete, ki za Frančka, kot jaz razumem, predstavlja temeljno, fundamentalno oviro za to, da bi prišlo do miselnega preskoka in bi začeli graditi in podpirati neke nove politike, v katerih bi nematerialno blaginjo proizvajali in distribuirali na skupnostni način, prek javnih služb pretežno. Skratka, imamo zavožen srednji razred, brez kritičnega globalnega horizonta. Potrebovali bi pa v bistvu, kot pravi tako v nekaterih pesimističnih odstavkih, v bistvu z novimi generacijami vzgojo popolnoma novega miselnega okvira. Ampak seveda problem je, kdo bo pa to vzgajal in pa za nas, ki smo iz univerze, seveda tudi kdo vzgaja vzgojitelje. Na tej točki bom nehal za zdaj. Zdaj, jaz sem kar vesel, Gorazd, da v bistvu si zelo obširno povedal, kaj je Franček napisal, pa kaj je Franček mislil, tako da meni ne bo treba. Vesel sem, da je knjiga taka, da zbuja vse vrste razmišljanj, različne razmišljanja, različne individualne percepcije. Če bi nas bilo tle 10, bi imeli 10 razlag, kaj je Franček napisal. Tako da še dobro, da nas ni 10. Jaz bi samo to dve stvari bi povedal. Prvo, knjiga je napisala v evropskem horizontu. Govori o procesih razvitega kapitalizma, svetovnega jedra, razvitega zahoda. Slovenski procesi so še čist nekje drugje. Slovenci so, kot vemo, manični potrošniki. V Sloveniji res, če odpreš nov supermarket, bo jutri že poln. In tako naprej. V Avstriji, v Nemčiji, v Angliji, nič več. To je že konc. Vedno je treba, poleg tega, kdo bo tisti subjekt. Mislim, levica v Evropi, v ZDA razmišlja in deluje in piše in sporoča stvari, ki so v tej knjigi že najmanj 10, rečemo, najmanj 5 let, pa v bistvu že 10, več pa mislim, da ne. Tam je to neki, že mainstream praktično, opozicijski mainstream, jasen, ne režimski. In tako, meni je zaradi tega všeč bila aktivnost slovenske levice, stranke Levica v tem zadnjem parlamentarnem sklicu, ker je delala točno to,
bistvu, kar delajo ali pa bi želeli delati levice osrednje Evrope. Ne. Je izjemno moderno, se verjetno jim ni na njihovem zelniku zrastel, ne, ampak so le v stiku z evropskimi levicami. In to se počeli. Drugač pa, jaz, se pravim, o tem, kaj sem napisal, nimam več kaj zapovedati. Bi pa priporočil, zelo toplo priporočam to knjigo vsem. Ne zato, da bi se je čim več prodal, ker to je stvar založbe, to prepuščam njim, da se s tem ukvarjajo, ampak ker je fucking dobra. In cilj te knjige, ko sem pisal to knjigo, sem jo pisal zato, da bi bralcu pomagal razmišljati o procesih. Če ni nič receptov, nič, včasih me kdo vpraša, ja, super si napisal, ampak nisi pa napisal, kako bomo ven iz tega prišli, nisi pa napisal, kaj pa zdaj narediti. Ne? Pa jaz rečem, ampak ljudje so že zelo navajeni na knjige, kaj jaz vem, doseči srečo v 3 kratkih korakih, doseči samozavedanje v 4 lahkih korakih. Ne? Hvala Bogu, ta knjiga ni to. Če bi bila za nič, ne? Pa nič vredna. V knjigi je 200 ali koliko strani predlogov, spodbud o tem, kako razmišljati o procesih, v katerih živimo, o procesih, ki so pripeljali do te svinjarije, v kateri živimo, neoliberalne. Kako o tem razmišljati. In če ne znaš o stvarih razmišljati, tudi nimaš kaj, pa lahko sam naštevaš, kaj je treba narediti. En bo rekel, to je treba narediti, 100, pa je vsak človek ima svoje mnenje o tem, kaj je treba narediti. Ne? To je bil namen te knjige in smisel in to je glavna vsebina te knjige. No? Da v Sloveniji imamo, se pravim, knjiga je nastala v evropskem prostoru, ne? Čeprav za slovensko publiko in Slovence je napisal in tako naprej. Ampak li zato, ker mi živimo na obrobju te Evrope, samo od tega razvitega zahoda, so stvari, ki so nam kar še vedno neprisotne v naših možganih, ki so pa druge že ful prisotne. In eden od ciljev je bil tudi to, se pravim, ker je napisana v evropskem horizontu, da hoteh, nehote, zavestno, nezavedno pripelje bralca v ta horizont, no, ki je širši od slovenskega. Naprimer, če dam primere, vsaj tisti, ki smo že tle, nam se zdi normalen govoriti, da je deindustrializacija že v teku in da je to problem sodobnega sveta, dematerializacija, deindustrializacija, konc materialne paradigme. Ampak, da pa to zares pomeni? A to pomeni, da se moramo sprijazniti s tem, da bo zniževanjem materialne blaginje, zmanjševanjem nakupov, zmanjševanjem materialne potrošnje. Samo to. Kaj bojo pa pol ljudje počeli? Ljudje hočejo nekaj početi, ljudje hočejo delati, ljudje hočejo ustvarjati. Homo sapiens. A bojo, kaj jaz vem, hodili zvečer pa pulali v sončni zahod pa razmišljali o, kaj jaz vem, o čem. Bog ve, kaj se razmišlja, kadar se gleda v sončni zahod. Mislim, ta del, kjer se to že dogaja, da je ljudem odrečena materialna blaginja, v številnih delih Zahoda se to že dogaja. In te ljudje pol zgubljeni v vesolju volijo fašiste, ki nimajo druge alternative. Ne? Se pravi, mi moramo vedeti, kaj je zares pomeni, mislim, moramo znati razmišljati o tem, vsi smo za
smo veseli, da se končuje ta materialna paradigma kapitalističnega sistema zadnjih stoletij, ampak kaj to zares pomeni? Naprimer, materialna blaginja se kupuje individualno. Materialna blaginja je skupek predmetov. Avto, frižider, kaj sem kaj. Potovanje v Italijo ali pa na Havaje. Nematerialna blaginja, se pravi, tista blaginja, ki ni materialna, ampak je nematerialna, se ne kupuje individualno, ker ona pa ni skupek predmetov. Sej, pravim, samo znati o tem razmišljati. Ne? O čem jaz vsak človek, o čem razmišlja, kadar razmišlja o koncu materialne blaginje, materialnega sveta. Kaj pa je nematerialno? Se pravi, takrat razmišlja o nematerialnem, ne razmišlja o praznini. Zdaj je pa konec vsega, pa bomo veseljačili pa bluzili. Kaj pa je namesto tega? Namesto tega, če hočeš govoriti o tem, kaj je namesto tega, moraš upoštevati, da nematerialna blaginja se ne kupuje individualno. Ne kupuje se tako, da vsak posameznik sprejme nekaj odločitev. To bi kupil, to ne bi kupil, to bi kupil. In te odločitve množic posameznikov poganjajo sistem. To je bil kapitalizem. Ne? Materialna blaginja po definiciji ni skupek predmetov. Ne? Jaz dajem v knjigi primer politike zatiranja nalezljivih bolezni. To ne moreš iti na trg pa kupiti eno cepivo ali pa eno zdravilo. To mora biti en kolektiven, en projekt cele skupnosti za to. En projekt cele skupnosti mora biti, da je zdravstvo dosegljivo vsem ljudem. En projekt cele skupnosti mora biti, da se borimo proti temu ekološkemu stanju. Ne? To ni stvar, da jaz grem v trgovino pa rečem, zdaj pa bom, evo, tle imaš 100 evrov, pa mi zmanjši izpuste. Če sprejmemo ta princip umiranja materialne paradigme, moramo to sprejeti, ne? Da nematerialna se pa ne kupuje individualno. Oziroma, bom še bolj natančen sem, zato bi pa rabo več prostora, v knjigi je, izgovoriti, to ne bom znal zdaj na pamet. To ne pomeni, predvsem ne pomeni zatrtje svoje individualnosti. Pomeni samo pomeni nadgradnjo obstoječe kapitalistične individualnosti, ki se realizira prek individualnih odločitev na trgu, preusmeritijo v upravljanje družbe, da bo ta družba, ker edina družba lahko skupnost, pravi rečem skupnost, družba ima ideološke neke kvajsve. Edina skupnost bo sposobna proizvajati nematerialno blaginjo. Se pravi, to je nadgradnja individualizma, ker stari kapitalistični individualizem je očitno že mrtev. Podjetja v razvitem svetu ne tekmujejo več med sabo, obvladujejo jih, ne vem kakšno število, 10, 20, 30 monopolistov, ki so zlizani z državo, itak, in jih tudi država dejansko drži pri življenju, drugače bi že pred leti crknili. Kapitalistični individualizem je že ful na poti umiranja. Ne? In če nočemo, da v celoti crkne, vse tisto, kar smo na Zahodu prijeli in si sami ustvarili v svoji tisti nekdanji razsvetljenski revoluciji, ne, ga moramo nadgraditi. Nadgraditi v to, da ga vcepimo v inštitucije upravljanja skupnosti. Ne. Pa meni se fučka je to sreden razred, da je to proletariat ali kaj sem. Siguren pa je, da politične elite sedanje tega nojo naredile. To je valjda, ne, o tem ni treba govoriti. Pa, dost, to je bil samo en primer. Jaz bi eno dilemo pol izpostavil, kar se tiče postmaterialnosti. Da do neke mere neoliberalci to že nagovarjajo, ne? Ta prehod.
vemo, da je že dlje časa pač prisotna ta mantra iz Silicijeve doline, ne boste lastniki ničesar in srečni boste. Ne? Se pravi, pač živel boš v nekem skupnem stanovanju, tvoja edina lastnina bo tvoj laptop, pa tvoj pameten telefon, pač ostale stvari boš rental, boš plačeval pač neko digitalno naročnino in tako naprej. Pač, ne? Skratka, v bistvu ta vizija neke postmaterialne družbe, ki ne temelji več na klasični srednjerazredni potrošnji, izgradnja bajte, nakup večjih avtomobilov in tako naprej. To dejansko je nekaj, kar dejansko razred ta, bi rekel, predvsem tehnoloških kapitalistov iz Silicijeve doline na nek način že propagira. In kar po drugi strani se mi zdi, ljudje na veliko zavračajo, ne? Pač se oklepajo, mogoče pač bi rekel, pač prejšnjih načinov življenja. Se pravi, v tej specifični viziji postmaterialnosti, ki jo oni propagirajo in ki jo naslavlja trg, se pravi pač kako bi to lahko izgledalo delovanje kapitalističnega sistema in nadaljevanje v bistvu potrošniške družbe ob ničelni rasti, ne? To vizijo žal imajo tudi neoliberalci. Ne? In če vidimo mogoče pač kje tudi simpatiziranje z fašizmom, je to vsaj v ZDA definitivno pač bi rekel velika podpora Trumpu je iz strani nekega višjega srednjega razreda, ki se počuti ogroženo, ko naslednja generacija že drsi mogoče v to, da ja, ne bojo lastniki stanovanja, ne bojo lastniki avtomobila, bojo mogli pač živeti samo z laptopom in ostale stvari pač naročati in tako naprej. Ne. Skratka, nastopa upor proti temu ravno iz strani, bi rekel, nekih ljudskih množic, ne, ki doživljajo to kot odtegovanje nekdanje materialne blaginje in svoboščin, ki jim jih to nosi. Ne. Skratka, tudi tukaj imamo neke vrste politično dilemo, ne, da je treba ta postmaterializem, ki je skupnostni, ki je, kako bi rekel, pač dejansko na naši strani, ga je treba šele nekako klejmati, ne? Ga je treba šele nekako iz njega narediti neke vrste politični projekt. In hkrati to ne more biti samo politični projekt redistribucije, ne more biti obuditev socialdemokracije, kot smo jo poznali. Zakaj? Ravno zato, ker pač nimamo te visoke rasti profitov, iz katere bi se pač to črpalo. Nikjer jih ni in zato tudi ta distribucija na enaki ravni ne more na enaki ravni, pač, kot je v 50-ih, 60-ih zadovoljevati pač nekih množic. Ne. To se ne bo vrnilo. In tukaj recimo vidim tudi težavo političnih programov evropskih levih strank, tudi naše, ne, da dejansko mi zdi prodajajo neko iluzijo, za katero večina ljudi že ve, da pač ni na meniju, ne, da se ta rast ne bo povrnila in da ne bo prišlo zdaj do čudežnega obdavčenja pač kapitalistov, ki že zdaj praskajo po dnu soda, ne, za novo rastjo. Od kje bo potem sledila ta velika redistribucija? Skratka, ne, če hočemo razvijati ta reproduktivni sektor, če hočemo v bistvu pač razvijati področja nematerialne blaginje in računamo na to, da bo to prišlo zgolj iz obdavčitve, pač imamo težavo. Ne? In tukaj je nek paradoks, ob katerem se mi zdi, da še vedno pač bolj socialdemokratsko naravnane stranke trčijo na njega. Ja, zdaj, če sledim knjigi, ne, ta neka postmaterialna blaginja, ki jo knjiga nakaže, ne, nekaj tudi o njej pove, ki bi bila ali pa je skupnostno distribuirana in skupnostno proizvedena, in nekaj drugega kot tista postmaterialna blaginja, kjer gre za tržno distribucijo, individualno konzumiranje in predmet konzumiranja so doživetja. Ne. Turizem, ne vem, prostočasne aktivnosti in tako naprej, to so doživetja. Ne. Pri tisti drugi postmaterialni blaginji, o kateri knjiga govori, gre za druge stvari, gre v bistvu za javne storitve.
ne, ki so na voljo prebivalstvu za reševanje različnih njegovih potreb, recimo po razgledanosti, po izobraženosti, po zdravju, po varni starosti. Nekaj tega je specifično za določena življenjska obdobja, nekaj je univerzalno. Skratka, govorimo o različnih stvareh. Ne. To je prva zadeva, ki jo je treba poudariti. In v tem smislu seveda je tisti neoliberalni, postmaterialni srednji razred, ki hlasta po doživetjih, potem, ko vidi, da nima več smisla kupovati dodatnih pralnih strojev, avtomobilov in tako naprej, razen na vikendu, je pač mentalno zgrešil, epohalno nalogo. Zdaj, tvoje vprašanje je pravzaprav kaj? Kako bi to, ne vem, s katerimi... katere politike bi in na kak način bi sploh odprli ta horizont? Mogoče sem hotel to poudariti. Po eni strani to postmaterialno že klejmajo neoliberalci in ljudje to zavračajo, in zavračajo z obratom k fašizmu. Po drugi strani pa obljube po vrnitvi socialdemokracije mislim, da ne zaležejo, zato ker ljudje so to že nekako prebrali, čutijo na vodi, da se to ne bo vrnil in jih fašizem bistveno bolj nagovarja situacijo padanja pač rasti, zato ker pač, bodimo iskreni, ponujajo realen odgovor na to situacijo. Ja, pač zaprli se bomo za naše meje, oborožili se bomo, zavarovali bomo tisto malo, kar še imamo, da ne bojo pač tujci prišli pa nam vzeli, Pa še to, kar je rdeča nit desne predvolilne ponudbe aktualne, znižali bomo davke. Pa znižali bomo davke, Se pravi, bomo zmanjšali proračun in proračunske kapacitete za tisto, o čemer se tule pogovarjamo. Ja. Zdaj, mislim, bi rekel, pač ponudba, ki jo ljudem dajejo, glede na to, očitno je, tudi glede na politično stanje, da ljudje bolj kupijo to kratkoročno rešitev, kot pa idejo, da se bo socialdemokracija vrnila. Se pravi, tukaj mogoče imamo to dilemo, nimamo ničesar, kar bi premostilo to. Najprej še to o Silicijevi dolini in njeni ponudbi. Silicijeva dolina ponuja doživetja. In še posebej to ponuja tistim, ki so do te mere prekarizirani, da so v bistvu izključeni iz tiste dobrobiti materialne blaginje, ki jo je fordistični kapitalizem eno generacijo nazaj še ponujal mogoče njihovim staršem. Se pravi, kdor ne more priti do lastnega stanovanja, mogoče niti do avtomobila, da bi nekam potoval, pač potuje prek pametnega telefona, v virtualnem svetu se osrečuje, ampak to je sestavni del tega sklopa, tržno posredovanih, odzad imate monopolni kapital pogosto, individualno konzumiranih doživetij. Kar se tiče socialdemokratske politike, pa jaz ne bi kar reduciral na tisto, kar je počela nekoč, takrat, ko je bil še problem za glavnino prebivalstva, kako priti do zadovolitve materialnega standarda in ko je bilo vprašanje seveda distribucije dohodkov v korist dela, v škodo kapitala, zato da si ljudje lahko, privoščijo ogrevano stanovanje, pralni stroj, hladilnik in s tem tudi spremembe v načinu življenja, v organizaciji gospodinjskega dela, odnosov med spoloma in vse to. Ni treba, da reduciramo horizont ali pa potencialni bodoči ali pa celo sedanji horizont socialdemokratske politike na te stare zgodbe. To so zgodbe izpred 100 let v bistvu. Pri nas mogoče malo manj, zato ker smo bili toliko bolj nerazviti na začetku 20. stoletja in smo šele potem z zamudo, z zamikom prišli v ta fordistični val pod socialistično oblastjo. Vendarle velja pogledati, kaj konkretnega imajo za ponuditi, kaj govorijo, kaj problematizirajo. Recimo stranka, ki kot kaže ravno kar zapušča vlado in je mogoče še lep čas ne bo v njej, je vzpostavila in je vsilila različnim interesnim skupinam, tudi koalicijskim partnerjem, sistem dolgotrajne oskrbe. Desnica, ki stavi na individualistično mentaliteto in svojo bazo nagovarja z obljubo nizkih davkov, pa ne pove, da od tega ta baza nič ne bo imela oziroma bo neto na izgubi,
hkrati jo nagovarja z raznimi fašistoidnimi identitetnimi fintami, je praktično vse do volitev govorila to, da je treba sistem dolgotrajne oskrbe sesuti, ker je treba dati prednost razbremenitvi gospodarstva, ki bo potem ustvarjalo in tako naprej. Ne? Vendar je odhajajoči vladni stranki vendarle uspelo do te mere pripeljati, čeprav samo polovično izvedeni sistem dolgotrajne oskrbe tako daleč, da so ljudje na svojih položnicah videli, da zadeva v resnici daje rezultate. In mislim, da je zdaj to nepovratno, vsaj v tem segmentu. Ne. Tega ne bo več mogoče vzeti nazaj, se mi zdi. Ne. Ja, tisti, ki se jim je položnica za dom starejših prepolovila, bi in njihove družine, ne, ki so doslej, ne, če niso imeli dovolj dohodkov, morali dati v zastavo pod hipoteko svoje nepremičnine in so plačevale oskrbnino z nepremičninami, ne, ti ljudje mislim, da dobro razumejo ta osnovni denarni tok. Ne. Plačujemo zavarovanje, iz tega zavarovanja se subvencionira oskrbnino v DSO-jih. Ne. In ker imajo vsi ti ljudje volilno pravico, ne samo tisti, ne, v domovih, ki so pač v zadnji fazi življenja, ampak tudi njihovi otroci, ki jih je prej to bremenilo. Jaz mislim, da je to faktor, mimo katerega tudi desnica ne bo mogla iti. Skratka, nekomu je uspelo sredi neoliberalne konjunkture, ki traja že desetletja in ljudem pere glavo in tako naprej, vendarle vzpostaviti nov segment socialne države. In to je poteza, ki gre v to smer, ki jo nakazuje Frančkova knjiga. Ni edina potrebna, ne, marsikaj drugega bi se še dalo, bi bilo možno in bo še treba, ampak jaz ne bi naredil kar križa čez, ne vem, institucionalno levico, ker ne vem, kaj drugega nam pravzaprav preostane. Če narediš križ čez institucionalno levico, narediš v bistvu tudi križ čez državo. Potem ti pa preostane samo gradnja mikroskupnosti, ki bo imela pa toliko kapacitet, kolikor so pač premožni ali pa siromašni njihovi neposredni člani. Ampak mislim, da že spet enih 100 let je jasno, da ko imaš družbeno raven neke problematike, jo je treba tudi reševati na družbeni ravni in koncept socialne države je v bistvu na ustreznem nivoju postavljen. Zdaj gre pa za to, kako se ga nadgrajuje, kako se ga, ne, rešuje, reformira, kalibrira in tako naprej. Franček, bi mogoče za zaključek še karkoli dopolnil, potem pa odpremo forum še za obiskovalce. Glavno poanto sem povedal, za Cahana, pa podrobnosti. Tiste glavno, kar sem jo zapovedal, ta glavno sporočilo sem prej povedal, tako da jaz sem zelo za eno komunikacijo in upam, Rastko, da noš to ti, ker z veseljem, ampak zvečer sem jaz že malo bolj na koncu z energijo. Ampak sicer pa vedno z veseljem, jasen. Pa kdorkoli drug, jasen. Kdorkoli, lahko tudi Rastko. Lahko jaz imam eno drobno, to kulturno pripombo. Pravi, da imam eno čist drobno, eno pol humorno pripombo na tvoje prve stavke. Tiste, v kateri si govoril o lopatah, pa o poplavah, pa o pontonskih mostovih, ki prispevajo Hrvati, Čehi in tako naprej. Ne? Tiste se meni ni zdela čisto poštena. Ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker tisti ljudje, ki so prišli z lopatami, ne? So pač prišli s tistim, kar so imeli v svoji kleti ali kjerkoli že. Ne? In pokazali so nekaj, kar se meni zdi strašno pomembno, če se ne gre zametovati. Ne? Tako prosto po Gramsci bi rekla, so pokazali en optimizem volje. Ne? In tega ne gre zametovati. Sa tvoja pripomba se mi zdaj tako zelo racionalna, pa tehnicistična. Ne? Niso nič prispevali, nič naredili s tistimi lopatami. Se res niso, ne? Pod pomembno se mi zdi
pravzaprav ta optimizem volje, ki ga zdaj rečem na planu. Res sem pa hodila reči nekaj drugega pravzaprav, s tem, kar so pokazali s tistimi lopatami, na nek način simbolizirajo tisto, kar je v Sloveniji, ne govorim med Slovenci in Slovenkami, ker gre za ljudi, ne za nacionalnost, kar je pravzaprav ostalo iz ene stare politične socializacije, verjetno še iz socializma, si mislim, o tem velike sreče, ki je o tem pisal, namreč kaj bi rekla, močan solidarnostni impuls. Po eni strani solidarnost in po drugi strani enakost kot vrednota, kar se že vrsto let kaže tudi v podatkih slovenskega javnega mnenja. Teh lopat na nek način jaz ne bi zametovala. Zakaj ne? Zato, ker so, kaj ne rečem, embrij skupnosti. Tanja, hvala. Jaz se popolnoma strinjam s tabo glede lopat. Tisti je bil en izbruh solidarnosti, ki se je v hipu pojavil, čim je nastopila stiska enih drugih ljudi, in to je treba znati ceniti, valjda. Še ena čist tehnična stvar. Prve dni po taki kataklizmi lahko delaš edin z lopatam, pa z ničemer drugim. Tako da to ni bilo niti približeno odveč. Poanta je bila moja, da je to vse, kar imamo. Drugega pa nimamo. In zdaj, dokler mislim, fora skupnosti, fora solidarnosti, fora želje po sodelovanju je, da to spraviš v institucije. Ne, da si mi trije izkazujemo tle eno solidarnost pa ljubezen kot individualci. To je bilo včasih, oziroma tako je v neoliberalizmu in v kapitalizmu in v neoliberalizmu. Da imaš temeljne družbene procese, imaš procese med egoisti in individualci, ampak pol, da se človek malo boljš počuti, pa če pomisli, hudičo, da ja, imam šel v peku, pa je treba še nekaj drugega narediti, pol se pa individualci združujejo v neke humanitarne ali ne vem kakšne organizacije, kar je vse v redu, ampak to ni to. Danes je siguren prišel čas, ko je treba, ko ne gre za to medsebojno izkazovanje solidarnosti in empatije in ne vem česa, ampak gre za to, da se spravijo te stvari v institucije. Projekt je danes, da se spravijo v institucije. In institucija je jasno na višji tehnološki ravni. Pa še nekaj je bilo, jaz sem že pozabil, kar si omenila, pol kot drugo. Jaz se strinjam, da je socializem k temu v slovenski pretekli veliko prispeval, ampak ka veš, slovenska družba je, ne vem, ljudje, ki živimo v Ljubljani, se mogoče tega niti ne zavedamo, ampak slovenska družba je podeželska, je vaška. Slovenija je verjetno najbolj neurbanizirana država v Evropi. Ljubljana ima 300.000 prebivalcev v 2 milijonih. Mislim, Ljubljana je melting pot vaščanov in podeželjanov, vsi Ljubljančanov sploh ni. Večina nas verjetno ima vsaj starše, ki so bili rojeni nekje na vasi. Kaj pa šele vse une množice, ko itak živijo na vasi po majhnih mesecih. Tako da princip vaškega življenja je solidarnost in medsebojna pomoč. Tako da jaz mislim, da to tudi iz tega izhaja, ne samo iz tega obdobja socializma. Slovenci smo vaščani, podeželani in na vasi velja solidarnost. Lahko so vaščani skregani med sabo, ne govorijo med sabo, ampak ko pa enemu hiša zgori, bojo pa vsi priskočili. In to ni prišlo od socializma, to je princip vaškega življenja. Slovenija živi v principu vaškega življenja. Odgovor na to vprašanje. V osnovi se pa strinjam, evidentno. Še eno reč mogoče sam. Iz tega, kar si pravkar rekel, vaška skupnost in solidarnost, kada pride do stiske, da je spet na pol šali, ker nisem čisto prepričana, da se strinjam sama s sabo, ampak do velikih sprememb utegne priti, nažalost, takrat, kada bomo imeli velike stiske. Eno tako veliko stisko smo zamudili s COVID-om,
z institucionalnimi spremembami in tako naprej. Bojim se, da bo kakšna še hujša pred nami in mogoče se takrat kaj premakne. COVID, ki ga je obvladovala oblastno Janševa vlada, ga ni obvladovala, razen tistega preseravanja policije, jasen, ga ni obvladovala nič bistveno drugače, pa nič slabše kot druge evropske vlade. Karantena je bila v Angliji, pa ne vem še kje, povsod, v bistvu veliko hujša kot v Sloveniji. Mislim, je pa Janša jasen pošiljal ljudem naučiti tiste butaste policaje, ne butaste policaje, tiste boge policaje z butastimi navodili od svojih šefov. Tisti je pa padlo v oči, drugače pa sem. Mislim, to je moje mnenje. Nisem strokovnjak, zato to je moje mnenje. Jaz bi se sem na to navezal čist na kratko, ko sem omenjal pač te akcije po poplavah. Seveda to ni bilo zato, ker bi bile te akcije efektivne, pač seveda te stvari treba institucionalizirati in sistemsko delati, ampak efektivne so bile na ravni afekta. Se pravi pač moje doživetje tega je bilo, da so bili ljudje srečni. Jaz nikoli nisem videl teh ljudi tako srečnih, kot ko so končno lahko šli med ljudi, pa v eno tujo bajto, pa pomagati, pač blato odmetavati ven, mislim pač, ne, in to govorimo, to je solidarnost, pa ne, ni... Tako. Solidarnost, biti človeka srečnega. To imamo v genih svojih. Ja, ne, to imamo v genih. Tako da tle... Točno to. Ne, to ni hec. In na tem afektu, ne, se mi zdi, da takrat se mi je zdelo mater. Vseeno pa so neke stvari, ki jih ljudje tudi današnji lahko doživljamo, ko bi rekel, močneje, kot pa zadovoljstvo po potrošnji. Da obstajajo impulzi, ki se jih da nagovoriti in ki nas lahko spravijo v pogon. Upam pa, da ne drži to, da bo to zgolj katastrofa pač iz nas pognala. Zna biti, da bo tako. Ampak ja, definitivno pa je brez tega, da se potem te stvari sistematizira, vidimo, to en teden traja in potem gre in se vrnemo nazaj v stare. Ne? In tudi ta moment podeželske solidarnosti je zanimiv, ne? Ker v bistvu v Ljubljani zelo radi govorimo o skupnosti, solidarnosti, te besede so zelo pač, ko bi rekel, v liberalnih krogih pač popularne, ampak dejansko pa to v resnici najbolj praktično živi med ljudmi, ki sicer volijo fašiste. Ne? Pač, jaz imam zelo rad pač našo skupnost v Šentjerneju, ko gremo krompir pobirati cela vas skupaj pač, ne, in potem na malco vsi skupaj in tako, mislim, to je nekaj, česar pač recimo v urbanih okoljih ne doživiš in je realna vez in je materialna vez, ki povezuje ljudi in bi rekel, obstajajo neki temelji v vaških skupnostih, ki so hkrati tudi socialistični, ne, in ki je na nek način, bi rekel, verjetno jih možno usmeriti drugače. Ne? Najbrž pa nismo mi tisti ljudje, ki bomo to naredili. To konkretno popolnoma strinjam s tabo. Jaz imam zelo velik respekt do Slovencev, ko živijo po vseh teh hribčkih in bregovih in morajo preživeti v zmrzali, v vetrolomu, v tem, da jim cesto odnese, v tem, da jim mogoče celo hišo začne in morajo v tem živeti daleč od sveta, bogozoritijo, kar živi večina Slovencev, in ta njihov solidarnosten način življenja volijo pa Janšo. Ker živeti v teh bogozoritijo krajih z veliko kvaliteto osebnega življenja, kar zadeva solidarnost, sodelovanje in tako naprej, jim je pa tam preprečen razumetje širše skupnosti. Na unem hribčku, v uni dolinci, on nima odnosa do širške skupnosti. On, ko gre če pretiravam, ko gre v civilizacijo, zanga je civilizacija tisti shopping center, ne? Pa mogoče uno skladišče, ali pa jaz ne vem, kaj tam, kjer hodi v službo. Pri kmet ni ben full time, ne, več ali manj. Vsi so pa na četrt kmetje. Tako da ta problem, ne, velika kapaciteta, velika kvaliteta medsebojne solidarnosti na ravni ožje skupnosti. Ko pride pa do razumetja države,
pa celo ko si vsake 4 leta ali kakorkoli poklican, da oddaš svoj glas, svoje mnenje o tem, kako naj bo upravljena država, to je pa izven. Ne? Mislim, slovenski problem je ta podeželskost in ta premehna urbanizacija. To glih zaradi te druge plati, ne ta prve. Ne? Drug problem je pa nizka stopnja izobraženosti. Ne? Če primerjaš z Avstrijo, Severno Italijo, s čemorkoli te okolje, stopnja izobrazbe. Statistično je visoka, ampak tam se šteje pod visokošolsko izobrazbo svašta. To je pa da drug problem. Kratek komentar, če dovolite. Govora je bilo o solidarnosti in afektih. Ne? Se pravi, kako se sproži nek afekt, ko si solidaren. Jaz mislim, da je obratno. Ne? Ta solidarnost vaških dolinskih skupnosti ali pa hribovskih skupnosti se aktivira ravno takrat, ko so ljudje v afektu, in to je afekt groze. Ne? Groze, ko neposredno vidijo, ne vem, posledice poplave, požara, nenadne tragične smrti soseda in tako naprej. Takrat stopijo skupaj in zafunkcionira skupnost za nekaj dni. Ne? V času žledu, se spomnim, pri nas smo bili brez elektrike tako od 4 do 10 dni, odvisno od dela vasi, se je nenadoma zbudila skupnost. Ne? In ko si nekoga rabil, kljub temu, da ni bilo elektrike in telekomunikacij, si do njega lahko prišel v 5 do 10 minutah, ker smo vsi začeli drugače komunicirati in nenehno poročati tistim, s katerim smo se videli, kam grem pa zdaj. Ne? Tako da zelo hitro se je prišlo lahko do nekoga, ki si ga rabil, informacije so hitro krožile in seveda solidarnost. Ne? Ko je bil požar na Krasu, se je pokazalo, da je handicap slovenskega sistema požarnega varstva to, da nima aviacije, ampak požar je krotilo 20,000 ljudi na terenu. Ne? Z metlami, lopatami, pa s špricami, ne? S kamionom so pripeljali par kubikov vode v goščo. Ne? Tako da te stvari vedno znova funkcionirajo. Vedno znova, ko je afekt groze, soočanja, ne? Z neko katastrofo, naravno in podobno, takrat se sproži ta refleks, ne, skupnosti. Zdaj tisto, kar je pa seveda politični izziv, še posebej za levico, je pa to, kako tem ljudem razložiti, da solidarnost lahko funkcionira in v temelju mora funkcionirati tudi takrat, ko imaš vsakdanjo situacijo, ko ni soočenja z neko grozo izrednega dogodka, se pravi skozi institucionalna posredovanja, skozi različne medgeneracijske zavarovalne sheme in tako naprej. Tu jim pa zmanjka. Pa ne bi rekel, da toliko zato, ker so ruralci, pa ne vidijo dlje od delovnega mesta pa shopping centra, saj tudi mestni ljudje živijo podobno. In mimo grede, saj tudi vaščani danes, ne, podobno kot mestni ljudje, pač grejo na dopust na smučanje, ne, v Avstrijo, pa ne vem, poleti na morje, na Hrvaško, skratka, ravno taki potrošniki so kot Ljubljančani. Edina razlika je v tem, da si kakšno solato sami pridelajo, ampak pa večkrat gre v cerkev, ne. Ampak, ne, zdaj, če govorimo o tem preskoku, ne, iz te neposredne solidarnosti lopat, ne, pa na Berg za tragično preminulega soseda in njegovo družino, do identifikacije z javnimi, ne, sistemi socialne države, bom pa rekel tako, ne, ravno kar smo imeli zgodovinsko priložnost, da z volilno udeležbo in pravilnim glasovanjem podpremo nekoga, ki je poskušal tu nekaj nadgraditi. In kdo je zamočil pri volilni udeležbi? Ljubljančani. Mikrofon. Vaša debata je bila tako dobra, da sem jo bom vanjo vključil, ki je bila res sjajna. Bom pa dal nekaj opomb na te zadnje vaše replike. Franček je rekel, da je en problem s slovenskim prebivalstvom, da ni zadost izobražen. Jaz mislim, da je to prednost. In da hvala Bogu, da ljudje ne hodijo zlasti na univerzo. Tam je grozno, to so liberalci, ne? Ampak
Tudi šolski sistem je liberalen, fašizoiden, šunta otroke drugega proti drugim, dela kompetitivnost, jih rangira. Učitelji so zelo frustrirani, ampak so mirno sprejeli to, da ljudi rangirajo in odločajo v njihovi življenjski usodi. To je njihova krivda in zato plačujejo to, da hodijo starši z odvetniki v šolo. Ne? Ampak res je hotel nekaj. In to, kar govori Gorazd, potrjuje mojo tezo. Ljudje, ki spontano, v narekovajih, pokažejo solidarnost v ekstremnih okoliščinah, ne delujejo zato, ker so hodili na univerzo, ampak zato, ker so živeli v primarni skupnosti, se pravi v družini, v ožjem komšiluku ali pa vasi in jih je to vzgojili v solidarnost. Šola jih je kvečemu naučila egoizma. Ne? In drugo pa vprašanje teh čudnih diskrepanc. Zakaj ljudje, ki jih najbolj prizadeva fašistična politika, vodijo fašisti oziroma ekstremno desnico. Tanja je omenila slovensko javno mnenje. Slovensko javno mnenje je zmerom bolj cenilo socializem kot fašizem. Samo leta 1991 je imel kapitalizem majhno prednost, ampak nikoli ni bilo negativnega odnosa do socializma toliko kot do kapitalizma in ta negativni odnos se povečuje z tem, ko živimo vse bolj v kapitalizmu. Ampak, a volijo socialistične stranke? Ne? Ti isti prebivalci, ki se deklarirajo kot socializem je boljši, volijo vse drugo 5%, gre pa edini socialistični stranki, ki pač kotira. Bile sta sicer dve, ampak ta druga ni prišla niti do 1%. Na teh zadnjih volitvah je bil še Kordiš, za socialistične programe. Skratka, oba socialistična programa nista dosegla 6%. Drugo to, kar je govoril Gorazd o dosežkih levice. Te dosežke levice so v resnici impresivni, ker mi ne vemo, kakšna bi bila ta vlada v tej zasedbi brez levice. Lahko si pa predstavljamo. In so te dosežki neverjetni. Minimalna plača. Prvi, ki so se lotili stanovanjske problematike sistematično in seveda dolgotrajna oskrba in še marsikaj drugega. Dobili so pa 5%, pa že nekaj več. Skratka, zdaj pa zakaj? Zakaj ljudje ne vidijo naprej od svojega nosa, pa so veseli, če se znižajo davke in podobno? Odgovor je, poglejte, občila, kaj pišejo zdaj po volitvah. Dvakrat je na MMC RTV javne, ki ni najbolj vestno občilo, pisalo zavožena reforma dolgotrajne oskrbe. Ideološki aparati se prestrojavajo, kot bi rekli v vojaškem žargonu, za novo politično situacijo. In če vi vsak dan streljujejo z tem baražnim ognjem kratkoročnega pogleda, pa fino bomo znižali davke, pa fino bomo uvedli socialno kapico. Za večino prebivalstva ne vem, v čem je privlačna socialne kapice, ki zadeva 11.000 ljudi, kot so enkrat pred dnevniku izračunali. In vendar, poglejte sestavo sedanjega parlamenta na Rdeči pesi. Oni so šli pogledati, kaj delajo sedanji novi poslanci in poslanke. Največja skupina so nekdanji člani vlade, nekdanji poslanci in državni funkcionarji, uprava. Potem druga so direktorji, svetovalci, kapital. Potem so pa 6 delavcev, pa 3 upokojenci. In to je novi parlament. Da vas samo dopolnim, kakšna bi bila videti sedanja vlada brez levice, bomo mogoče imeli priložnost videti, če bo Golobu uspelo sestaviti desno-sredinsko vlado. Kjerkoli vlada bo brez levice? Mislim, kar mi pogosto delamo, je, da vzamemo volilne rezultate
ki so rezultat enega zelo čudnega procesa, ene zelo čudne mašinerije, in potem poskušamo reverse inženirati pač neko družbeno analizo iz tega, kako ljudje razmišljajo, kaj ljudje hočejo in tako naprej. Jaz mislim, da so rezultati veliko bolj arbitrarni pač kot to, ampak vseeno, dolžni smo si potem postaviti vprašanje, če se strinjamo, da so ti ukrepi levice dobri in se strinjamo, da večina njih je bila dobrih, mogoče še premalo ambicioznih, in so v korist večine ljudi, zakaj smo danes v bolj desni družbi, kot smo bili pred 4 leti. In tukaj je vprašanje za vsak resen pač politični projekt, ki se ne more, ko bi rekel, prej smo govorili o političnih elitah, govorili smo o državi, kdo je tisti, ki pelje spremembe. In mislim, da kar se je pokazalo, je to, da spremembe ne more peljati zgolj politični razred brez baze. In baza levice pač so volivci v Ljubljani, ki niso šli volit. To je baza levice. Pač, skratka, ko bi rekel, ko govorimo, bi rekel SDS, ima svojo politično bazo. Celo SD jo še nekaj ima, pač, ko bi rekel, ki je zgrajen, ki je na institucijah, na lokalni ravni, na nacionalni ravni, ki v bistvu pač je prepletena za civilno družbo in realnim življenjem pač njihovih članov in ljudi v njihovih soseskah. Pač to tudi zelo pač na Dolenjskem vidim, kako SDS živi in diha na nek način. Pač in žal za nobeno levo stranko ne moremo reči, da pač je na enak način. Se pravi, ljudje informacij o tem, zakaj so davki dobri, zakaj je dvig minimalne plače dober, zakaj je dolgotrajna oskrba dobra, jih niso mogli dobiti od nikjer drugje, kot pa od teh občil, ki so grozljiva, od občil kapitala. In tukaj se moramo res, to je bila malo tudi tema prejšnjega pač pogovora, ki smo ga tukaj imeli, je naše veliko vprašanje izgradnja infrastrukture, ki bo lahko pač na nek način izobraževala, vzgajala, mobilizirala za akcije pač levice. Ker, mislim, SDS je 3 referendume sfural pač v tem času. Oni so imeli aktiviste na terenu in so delali nove aktiviste pač ves ta čas, ko bi rekel, ki so se aktivno borili za neke njihove agende. Za agende levice so se borili 4 poslanci, ostali smo pa gledali. Ni množične mobilizacije okoli teh programov, ker jih nima nihče izvesti, ker pač ni te baze. Bi rekel, če že kje, bi moglo to potekati na ravni organiziranega dela, pač strani sindikatov, ki pa pač ne mobilizirajo nikogar, ki ne izobražujejo nikogar, ki ne izvajajo nikakršnih pač programov za to, da bi pač, mislim, ki ne gradijo svojih institucij, ki ne, ko bi rekel, se ne trudijo dejansko delati nič drugega, kot ohranjati pač, bi rekel, svoje institucije pri življenju ob vedno padajočem članstvu. In drugih institucij organiziranega delovstva, ki bi zagovarjale pač te interese, in da bi lahko prodrli na politični ravni, pa pač nimamo. In tukaj je treba razmišljati ali onkraj strankarsko, ali pa mogoče redefinirati, kako pač leva stranka naj bi delovala, če želi biti uspešna. Zdaj pa pač žal smo v družbeni situaciji, kakršni smo, ob tem razpadanju in ob tem propadajočem političnem razredu in statusu quo je dejansko čudež, da se še karkoli zgodi, da se še karkoli izpogaja in tako naprej. Je pa jasno, da prihodnosti na ta način ni za leve politike. Dejansko brez gradnje resnih pač institucij in aparatov, ki bojo delali pač to in več kot to, kar dela desnica, več kot to, kar dela Slovenian Business Club in gospodarska zbornica in tako naprej, pač ne bomo prišli nikamor, ker oni so tisti, ki tudi nagovarjajo in izobražujejo mlade. Jaz sem mislil, da so te neoliberalne floskule pač o davkih in o najbolj obdavčeni na svetu smo in kaj država, to ono tretje. Jaz sem mislil leta 2009, da je to že malo, zdaj pa res zavoženo, pa da noben več temu ne verjame, ko sem se kregal pač po spletu in tako naprej. Ko je bila dolžniška kriza, pa to smo mislili, zdaj pa res ni več tega. Pol
po COVID-u smo rekli, zdaj pa res je vsem jasno, da pač ne more država pač izvajati varčevalnih politik, treba je pač ciklično vlaganje, investicije in tako naprej, nihče si več ne dela teh utvar, pač, ki smo jih imeli. In zdaj, ko se pogovarjam z študenti, z mladimi in tako naprej, ima popolnoma iste floskule ponavljajo, kot si jih bral v Financah leta 2007. Ne? Ker ta aparat živi naprej, govori iste stvari, drugih stvari pa nimajo od kje slišati. Ne? Pač intervju z Luka Mesecem je pač enkrat na 2 meseca na Odmevih, ki jih noben ne gleda. Pač, ne? In žal je 2 tedna pred volitvami z jumbo plakati pač prepozno, ne? Za to preuzgojo, za to pač, bi rekel, gradno neke interesne skupnosti, ki je zdaj ni. Tako da lopate v roke. Lopate v roke pa na teren. To je